S papežem Frančiškom so se danes sestali udeleženci srečanja, ki ga pripravlja italijanska škofovska konferenca ob 20. obletnici Urada za pastoralo zdravja in 25. obletnici Svetovnega dneva bolnikov. Sveti oče jim je spregovoril o današnji kulturi odmetavanja, spodbudil k obiskovanju bolnikov in poudaril, da so bolne osebe dragoceni udje cerkve. Ringraziamo il Signore per il cammino compiuto in questo tempo. Papež Frančišek je izrazil hvaležnost Gospodu, da je v vseh teh letih bilo narejeno veliko dobrega na področju celostne oskrbe bolnikov. Mnogo moških in žensk je velikodušno sprejelo Jezusovo povabilo, naj ga obiščejo v bolni osebi. To so bila leta zaznamovana z velikimi družbenimi in kulturnimi spremembami. Danes pa se nahajamo pred situacijo, ki ima svetlobo in sence. Znanstveno raziskovanje je zagotovo napredovalo in priznati je treba dragocene rezultate, ki so bili doseženi na področju zdravljenja. Gospodu se je prav tako treba zahvaliti za mnoge zdravstvene delavce, ki svoje delo živijo kot poslanstvo. Njihove roke se vsak dan dotikajo Kristusovega trpečega telesa, kar je velika čast in velika odgovornost. Mnogi pa so tudi prostovoljci, ki si z velikodušnostjo in kompetentnostjo prizadevajo humanizirati dolge in težke dneve mnogih bolnikov in osamljenih ostarelih. A poleg svetlobe so tudi sence, ki otežujejo situacije bolnikov. Če obstaja območje, kjer jasno vidimo boleče posledice kulture odmetavanja, je to ravno zdravstvo, je zatrdil papež Frančišek. Quando la persona malata non viene messa al centro e considerata nella sua dignità, Ko bolna oseba ni postavljena v središče in upoštevana s svojim dostojanstvom, se porajajo drže, ki lahko vodijo ravno v špekuliranje o nesreči drugih.